Well, sometimes I go out by myself and I look across the water, and I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. 'Cause since I've come on home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over, stop making a fool out of me? Why don't you come on over, Valerie? Valerie, Valerie, Valerie. Did you have to go to jail? Put your house on up for sale? Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch it then. I hope you find the right man who'll fix it for you. And are you shopping anywhere? Change the color of your hair? Are you busy? And did you have to pay that fine that you were dodging all the time? Are you still dizzy? Well, since I've come on home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over, stop making a fool out of me? Yeah, why don't you come on over, Valerie? Yeah, Valerie, Valerie, Valerie. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water, and I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. 'Cause since I've come on home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over, stop making a fool out of me? Yeah, why don't you come on over, Valerie? Yeah, Valerie, Valerie, Valerie. Oh, oh, oh. Valerie, Valerie, Valerie. Oh, why don't you come on over, Valerie? Spoštovani gospod minister, spoštovani gospod župan, spoštovana generalna direktorica projektne skupine za okrevanje in odpornost, gospa Selin Gauer, spoštovani gospod dekan, cenjene predstavnice in predstavniki Evropske komisije, cenjene obiskovalke in obiskovalci. Danes bomo simbolično položili temeljni kamen za novogradnjo kampus Vrazov trg Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Gre za enega od finančno najobsežnejših projektov, ki jih bomo v Sloveniji do leta 2026 izpeljali s pomočjo evropskih sredstev v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Kampus vključuje obstoječo pozidavo, južni in zahodni trakt, ki bosta ohranjena v sedanjem obsegu, severni in vzhodni pa sta že bila odstranjena in bosta nadomeščena z novogradnjo. S to novogradnjo bo Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani pridobila nove, sodobne prostore, ki bodo omogočali vrhunsko raziskovalno delo, ki je do sedaj potekalo v neprimernih prostorih, predvsem pa bo pridobila dodatne prostore za izobraževanje študentov.
Tako se bo Univerza v Ljubljani lažje odzivala na potrebe družbe v post-covidnem obdobju in bo lahko omogočila povečanje števila študentov, ki se izobražujejo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Projekt v vrednosti 84,4 milijona evrov sofinancira Evropska unija v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Temeljni kamen bodo danes simbolično položili minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani, profesor dr. Gregor Majdič, dekan Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, redni profesor dr. Igor Švab, predstavnica Evropske komisije, generalna direktorica projektne skupine za okrevanje in odpornost, gospa Selin Gauer, in direktor podjetja Makro 5 Gradnje d.o.o., gospod Igor Hvastja. K besedi vabim gospoda rektorja Univerze v Ljubljani, profesorja dr. Gregorja Majdiča. Spoštovani gospod minister, spoštovani gospod župan, spoštovana generalna direktorica projektne skupine za okrevanje in odpornost, gospa Selin Gauer, spoštovani dekan Medicinske fakultete, cenjeni predstavniki in predstavnice Evropske komisije, cenjene obiskovalke in obiskovalci. Veseli me, da vas lahko pozdravim na tem pomembnem dogodku za Univerzo v Ljubljani, mesto Ljubljana in celotno državo Slovenijo. Sodobne družbe se soočajo s številnimi problemi. Ne le podnebna kriza, za slovensko in številne druge družbe bo v prihodnjih letih in desetletjih eden ključnih izzivov nove bolezni, predvsem pa staranje prebivalstva. S staranjem so povezane številne bolezni. Medicinska stroka pa je med tistimi strokami, ki nam že in nam bodo tudi v prihodnje pomagale lajšati težave staranja in zagotavljale ne, da bomo presegali svojo naravno življenjsko dobo, temveč, da se bomo zdravo starali in ostali zdravi in vitalni čim dlje. Zato me veseli, da danes začenjamo z gradnjo nove medicinske fakultete, ki bo lahko zagotovila sodobne prostore za raziskovalno delo na področju medicine in omogočila večji vpis študentov na Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani, s čimer se bomo lahko odzivali na potrebe družbe. Današnji dogodek pa meni nazadnje tudi osebno pomemben, saj sem na mestu, kjer danes polagamo temeljni kamen, sam začel svoje prve korake v znanost v starih laboratorijih Inštituta za biokemijo, ki bo skupaj z drugimi, predvsem predkliničnimi inštituti, zdaj dobil sodobne prostore za vrhunsko raziskovalno delo. Vsem udeleženim v tem projektu se iskreno zahvaljujem za vse delo, ki ste ga opravili, predstavnikom Evropske komisije in Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, pa za zagotovljena sredstva, da bo ta projekt resnično lahko zaživel in prepričan sem, da se bo v nekaj letih pokazala upravičenost tega projekta. Hvala lepa. Hvala, gospod rektor. Za besedo prosim gospoda dekana Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, rednega profesorja dr. Igorja Švaba. Spoštovani, naloga Medicinske fakultete je graditi našo prihodnost na področju medicinskega izobraževanja, znanosti in stroke. Naša vizija je, da se postavimo ob bok najuglednejšim evropskim institucijam. Za dosego tega cilja ni dovolj le vrhunsko znanje in predanost zaposlenih in študentov, temveč tudi ustrezna infrastruktura, ki omogoča vrhunsko izobraževanje, raziskovanje in strokovno delo. Zaradi tega smo na fakulteti že pred leti izdelali projekt trojnega kampusa. To je ključni del dolgoročne strategije razvoja fakultete, ki bo uresničen čez več kot 10 let. Zgradba, katere temelje danes postavljamo, predstavlja investicijo v prvega od 3 kampusov. Danes torej ne polagamo samo temeljnega kamna nove zgradbe, ampak začenjamo uresničevati dolgoročno in ambiciozno vizijo, ki smo si jo zadali pred 6 leti. Zaradi tega je danes zgodovinski dan, ki nam in celi družbi daje upanje v prihodnost. To je v sedanjem svetu neprecenljivo. Zahvaliti bi se želel najprej svojim predanim sodelavcem na fakulteti, ki so trdo delali v ozadju, da smo lahko danes tukaj na tem svečanem dogodku. Prav tako iskrena hvala vsem službam na univerzi, ki so nam pomagale pri pripravi dokumentacije in vodile skozi vse zahtevne postopke. Hvala rektorjema, tako sedanjemu kot prejšnjemu,
za njuno stalno podporo. Posebna zahvala gre seveda ministrstvu, ki je videlo nacionalni pomen te investicije in je vključilo v predlog programa za okrevanje in odpornost. In končno hvala tudi Evropski komisiji, ki je prepoznala pomen tega projekta in mu namenila sredstva, ki bodo omogočila njegovo izvedbo. Mi na fakulteti se zavezujemo, da bomo svoje delo tako kot doslej opravili skrbno in odgovorno in se veselimo slovesnega odprtja nove stavbe čez nekaj več kot 2 leti. Hvala, gospod dekan. K mikrofonu vabim gospod Selin Gauer, generalno direktorico projektne skupine za okrevanje in odpornost. Nagovor gospe Gauer bo prevedla tolmačka gospa Branka Božič. Yeah, I'm very short. So good afternoon, dear Minister, dear Rector, dear Dean, dear colleagues from the coordination body, ladies and gentlemen. I'm extremely honored and pleased to be here with you this afternoon. Spoštovani gospod dekan, spoštovani gospod rektor, spoštovani gospod minister, spoštovani kolegi. Izjemno sem počaščena, da sem danes lahko z vami na tem pomenljivem dogodku. The opening of this the first construction works, the start of this construction works for this medical campus is an emblematic investment in the Slovenian recovery and resilience plan. Kajti zagotovo se začetkom gradnje novega kampusa medicinske fakultete začne novo obdobje, ki predstavlja nekaj izredno pomembnega za celotno področje zdravstvenega delovanja v Sloveniji. I vividly remember 4 years ago when we were all in our homes under lockdown, applauding vigorously the medical staff, doctors, nurses, at 8 o'clock, I think in Belgium it was 8 o'clock, every evening to show our gratitude. V živo se spominjam trenutka pred 4 leti, v času covidne krize, ko smo vsi ostali doma, zaprti v svojih prostorih, pa smo v Belgiji, se spomnim, da je bila ura 8, z balkonov iz srca zaploskali požrtvovalnemu delu zdravnikov, medicinskih sester, celotnemu zdravstvenemu osebju. We were calling them our heroes and we promised never to forget what they did for us at that time. In poimenovali smo jih z besedo heroji in obljubili, da nikoli ne bomo pozabili vsega, kar so naredili za nas. This investment today in a new campus is a very concrete sign of our gratitude. In ta današnja investicija, ki se danes začenja, predstavlja čisto konkreten izkaz naše hvaležnosti. With the 40 million invested by the Recovery and Resilience Facility from the EU, it will help building better infrastructure, but also improving working conditions for the professionals that will operate here, and even more importantly, training more students to address the shortage of professionals in this health sector in Slovenia. 40 milijonov evrov je delež, ki ga prispeva mehanizem za okrevanje in odpornost za ta projekt. To je pomemben prispevek k izgradnji nove infrastrukture, izboljšali se bodo delovni pogoji za vse, ki bodo delovali v teh novih prostorih. To, kar pa je še bolj pomembno, pa je, da s tem omogočimo še boljše in uspešnejše izobraževanje študentov, ki bodo prihajali sem. This investment is part of a much bigger package of investment in the health and in the education sector in Slovenia. Ta investicija pa je le del še večjega investicijskega svežnja, ki se v Sloveniji usmerja v izobraževanje in zdravstveni sektor. We have seen the annex to the clinic on infectious disease. We see investment in e-health. We see investment also on mobile equipment for palliative care throughout the country. And importantly, we see investment in the skills, in particular of nurses, to allow them to do more for primary care.
Vidimo že vse te konkretne projekte, prizidek oziroma obnova kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Obenem je prepoznan projekt, ki podpira dodatno paliativno oskrbo širom države. Obenem pa ne nazadnje tisto, kar je zelo pomembno, da želimo še okrepiti veščine in znanje vseh zdravstvenih delavcev na terenu. And all these investments will go hand in hand with a health reform that is also due to be finalized this year and will allow to strengthen the resilience of the health sector as a whole. In vse te aktivnosti se obenem nanašajo na zdravstveno reformo v celoti, kar bo zagotovo, z letošnjim letom se namreč začenja, okrepilo sektor v celoti. So in Slovenia, like in all the other member states, this Recovery and Resilience Facility has delivered unprecedented help and support to investment in health and in education. And this is exactly the promise we made to the next generation. In tudi v Sloveniji se kaže učinkovitost vseh investicij mehanizma za okrevanje in odpornost, ki podpira tako izobraževanje, zdravstveni sektor in to je tisto, kar smo obljubili in zdaj to tudi delamo. I will stop here and I will wish the best of luck to this construction works. I hope very much to be back here in 2 years' time for the opening ceremony of this new campus. So good luck and thank you very much. Dovolite, da zaključim z besedami lepih želja, naj gradnja poteka uspešno, v upanju, da se kmalu spet snidemo, kajti zaključek gradnje se pričakuje že kar v 2 letih. Hvala za pozornost. Hvala. Za besedo prosim gospoda ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije, dr. Igorja Papiča. Hvala lepa za besedo. Spoštovana vodja skupine za okrevanje in odpornost, rektor, dekan, spoštovane kolegice in kolegi, upam, da je tudi kakšna študentka, študent tukaj med nami. Izredno veselje, zadovoljstvo mi je, da vas lahko pozdravim tudi v imenu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije pri tem pomembnem dogodku odpiranju oziroma postavljanju temeljnega kamna za novo stavbo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Še bolj sem vesel, da se praktično v manj kot 2 mesecih že drugič zbiramo na ta način. Decembra lani smo položili temeljni kamen za novo veterinarsko fakulteto, sedaj za medicinsko fakulteto. Kot sem obveščen, kolegi v Mariboru prav tako pripravljajo dokumentacijo za širitev medicinske fakultete v Mariboru. Najbrž ni treba posebej poudarjati, da primanjkuje zdravnikov v Sloveniji in seveda na eni strani pozitivno to, da je velik interes pri mladih za študij medicine, po drugi strani je pa naša dolžnost, da seveda zagotovimo ustrezne materialne pogoje tako za študente, kot pa seveda tudi v klinikah, da zagotovimo dosti prostora za študij medicine na naših 2 medicinskih fakultetah. Ta projekt seveda spremljam dlje časa, kot sem tukaj na tej poziciji, poznam ga zelo dobro, prej sva z dekanom izmenjala nekaj besed. Spomnim se, ko sem bil še na Univerzi v Ljubljani, mislim, da je bilo leta 17-18, ko je prišel svojo ekipo, profesor Švab, in je predstavil načrte, kako bomo izpeljali takrat seveda še v okviru univerze izgradnjo te nove fakultete. To je bilo leta, kot rečeno, 17-18, zdaj smo leta 24, vemo, da bomo rabili še kakšni 2 leti, ampak še enkrat želim izpostaviti, projekti od same ideje, od prvih začetkov pa do končnega rezultata trajajo do 10 let in nekateri seveda tega nočejo razumeti, vsi se pa zavedamo, ko smo kadarkoli sodelovali pri takih projektih, da je treba trdno delati, vztrajati že do točke, kjer smo danes, je ogromno postopkov prepričevanja. In kot rečeno, vesel sem, da sem ta projekt spremljal že prej in seveda vesel sem, da se ta projekt uspešno pelje naprej. Dovolite mi, da omenim še druge velike projekte na področju visokega šolstva. Vemo, da je praktično pripravljena dokumentacija za izgradnjo nove fakultete za strojništvo, nove fakultete za farmacijo. Prav tako v okviru programa za okrevanje in odpornost financiramo 2 zdravstveni fakulteti, in sicer v Mariboru in na Primorskem.
Gotovo moram izpostaviti tudi investicije v raziskovalno infrastrukturo 5 mariborskih fakultet, tukaj imamo kohezijska sredstva. Ne nazadnje želim izpostaviti tudi izgradnjo NUK-a 2. To je 40-letna travma številnih vlad in prepričan sem, da bomo končno zastavili tudi ta projekt in da bomo zgradili tudi ta, jaz temu pravim, ne knjižnica, ampak novi kulturno-znanstveni center tukaj v Ljubljani. Dovolite mi, da na koncu povem še strateški načrt ministrstva. Kot rečeno, gre za 10-letne projekte. Ministrstvo je že zbralo podatke o vseh potrebnih investicijah, tako za univerze kot za raziskovalne inštitute. Prišli smo do številke približno 2 milijardi evrov in ne samo to, imamo tudi okvirne ideje, kako lahko to speljemo v naslednjih 10 letih. Seveda podpora strani Evrope v obliki načrta za okrevanje in odpornost, kohezijske politike je tukaj ključna. Želimo povečati način financiranja tako visokega šolstva kot tudi raziskovalnih inštitucij in seveda, če upoštevamo vsa ta izhodišča, sem prepričan, da tudi te investicije ranga 2 milijard lahko pripeljemo tam nekje do leta 2035. Torej, cilji so jasni, vedno znova seveda se moramo vračati v realnost in seveda trdno delati, ampak kot sem že dostikrat rekel, če ne veš, kam želiš priti, potem tudi danes težko je to pravo smer. Še enkrat želim kolegom na medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, da uspešno pripeljejo ta projekt k koncu. Ne bom rekel, da je večji del opravljen, ampak je pa gotovo na točki, kjer poti nazaj ni več. Še enkrat uspešno delo in pa želim bodočim generacijam študentov medicine čim boljše materialne pogoje za študij na tem področju in pa seveda želimo, da bomo tudi na dolgi rok bistveno bolje uredili razmere za slovensko zdravstvo. Hvala. Hvala, gospod minister. Rektorja Univerze v Ljubljani in predstavnika gradbenega podjetja Makro 5 d.o.o., gospoda direktorja Igorja Hvastjo, vabim k podpisu pogodbe. Ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije, rektorja Univerze v Ljubljani, dekana Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, generalno direktorico projektne skupine za okrevanje in odpornost in direktorja podjetja Makro 5 d.o.o. vabim, da si nadenejo čelade, vzamejo zidarske žlice in pripravijo podstavek, na katerega bosta temeljni kamen položila minister in rektor.
Dogodek bomo sklenili z nastopom članic in članov Big Banda Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Izvedli bodo skladbo Ne prižigaj luči v temi Elde Willer. Izvolite. V toplem mraku sobe tli žarbe cigaret, ko dve kresnici iščeta se v mraku. Dan bil je tih in vesvecal, zdaj sem se spušča med oba, dve zvezdi skozi noč gresta na daljno pot. V modrem steklu vaze, ta med odsevi rož, dve drobni lučki sta si zmeraj bliže. Ta noč temni za naju dva, ta čas je tih in poln san, ogorek si je v mrak, odpiraš sanjam dlan. Dan bil je tih in vesvetal, zdaj sem se spušča med oba, dve zvezdi skozi noč gresta na daljno pot. V modrem steklu vaze, ta med odsevi rož, dve drobni lučki sta si zmeraj bliže. Ta noč temni za naju dva, ta čas je tih in poln san, ogorek si je v mrak, odpiraš sanjam dlan. Ne prižigaj luči v tem